Dober večer, najbrž ste si že odpočili od divje ali pač bolj mirne novoletne zabave. Za mnoge med vami je konec prvega delovnega dne v novem letu in upam, da ste ga preživeli najlepše, kar se da. Naša ekipa se bo tudi nocoj potrudila, da vam bo lepo v naši družbi. Lahko nas pokličete na naši telefonski številki 02 420 12 44 ali 02 420 12 50 ali pošljete e-mail na naslovcu style@rtvslo.si. Ja, čez 14 dni se končno začenjajo prve predstave Evropske prestolnice kulture našega mesta, zato je prav, da s pozitivne strani malce poklepetamo o zanimivih predstavah, ki jih bomo lahko doživeli. Za glasbo pa so nocoj zadolženi Stereotipi, na našem odru pa že čaka prelestna Tanja Žagar, ki je Maribor letos popeljala v novo leto, ki bo upajmo lepše kot prejšnje. Tanja Žagar in Zatreskan si vame kot raketa. Kakšen je pravzaprav ta ples? Norim in nagajam ti z očmi, ti ves čas me gledaš, jaz pa smejem se poredno. Kupil si boživo rdečo barvo, na prvi zid napisal na veliko. Zatreskan sem vate kot raketa, v tvoja gumka dva odpeta. V Savo skočil bom na glavo, ukradel rože bom in čakal te pred namo. Zatreskan si vame kot raketa, v moja gumka dva odpeta. V Savo skočil boš na glavo, ukradel rože boš in čakal me pred namo. Ko videl si me, kako jaz plešem in ko dvigam krilo, vse ti je zmešalo. Saj to ne more biti res, kakšen je pravzaprav ta ples? Norim in nagajam ti z očmi, ti ves čas me gledaš, jaz pa smejem se poredno. Kupil si boživo rdečo barvo, na prvi zid napisal na veliko. Zatreskan sem vate kot raketa, v tvoja gumka dva odpeta. V Savo skočil bom na glavo, ukradel rože bom in čakal te pred namo. Zatreskan si vame kot raketa, v moja gumka dva odpeta. V Savo skočil boš na glavo, ukradel rože boš in čakal me pred namo. In fotru, če bo treba, avto boš oprav, bombonjero mami moji boš poslal. Za mene boš naredil vse, kar si želim, če tako kot prej se še enkrat zavrtim. In fotru, če bo treba, avto boš oprav, bombonjero mami moji boš poslal. Za mene boš naredil vse, kar si želim, če tako kot prej se še enkrat zavrtim. Zatreskan si vame kot raketa, v moja gumka dva odpeta. V Savo skočil boš na glavo, ukradel rože boš in čakal me pred namo. Zatreskan si vame kot raketa, v moja gumka dva odpeta. V Savo skočil boš na glavo, ukradel rože boš in čakal me pred namo. In fotru, če bo treba, avto boš oprav, bombonjero mami moji boš poslal. Za mene boš naredil vse, kar si želim, če tako kot prej se še enkrat zavrtim. In fotru, če bo treba, avto boš oprav, bombonjero mami moji boš poslal. Za mene boš naredil vse, kar si želim, če tako kot prej se še enkrat zavrtim. Dober večer, v naši družbi nocoj prva naša gostja Tanja Žagar. Dober večer, Tanja. En prav lep, vesel, ker še vedno malo praznični dober večer vsem skupaj. Živijo. Seveda, že na začetku sem povedala, da si naše someščane popeljala v novo leto 2012 in tudi zate, kot sva se prej pogovarjali, si dejala, da je bilo nepozabno. Ja, res je, jaz sem zelo vesela in tudi počaščena, da sem lahko prav jaz žagala zdaj že lansko leto na vašem tem prazničnem odru tukaj v Mariboru na trgu Levna Štuklja. Bilo je prelepo, zame nepozabno in sem zelo vesela, da dobivam tudi res lepe odzive na svoj Facebook, pa na svoj mail mi ljudje pišejo, mi pišete, da ste bili zadovoljni z menoj, da ste dobro žurali, da vas ni nič zeblo, kar je zelo pomembno. Jaz moram povedati, da je bila z menoj moja spremljevalna skupina Avantura iz Prekmurja, tako da sem tudi Prekmurce pripeljala v Maribor, pa kar mi tudi zelo veliko pomeni, je to, da ko sem jaz napisala na svoj Facebook, da bom silvestrovala tukaj pri vas, se je odzvalo ogromno ljudi iz
različnih koncev Slovenije, ki so dejansko potem zares prišli za mene poslušati sem na Štajersko. In to zelo veliko pomeni, res. Več kot 20.000 ljudi ni na vsakem tvojem koncertu. No, gremo lepo počasi, ne? Jaz pravim, ni kvantiteta pomembna, ne, sploh ne, ampak gre za to, da če smo pravi ljudje skupaj, nas je lahko tudi samo 10 ali pa 100 ali pa 1000 ali pa 10.000, ne, res ne gre za številke, je pa absolutno zelo lepo to, da je na 31. decembra na Trg Leona Štuklja v Maribor prišlo toliko veselih, sproščenih ljudi, ki so res tako iskreno se zabavali skupaj z mano, prepevali, plesali, mi podarjali razne vzklike, ne, in tako, mislim, lepo je to čutiti in bom res z največjim veseljem še kdaj prišla k vam v Maribor silvestrovat ali pa tudi ob kakšni drugi priložnosti. Pohvalila ste tudi organizatorje. Ja, in to tudi na glas zelo rada povem, sem že vse v Ljubljano prinesla. Ja, je treba, mislim, da je treba na glas povedati nekaj, kar je dobro, ne. Če znamo takrat pograjati, ker kaj slabo, moramo absolutno tudi na glas pohvaliti. Iskrene čestitke vsem organizatorjem, ki so tako lepo poskrbeli, da je to silvestrovanje tukaj pri vas minilo mirno, brez zapletov, ki so tako lepo poskrbeli tudi za nas nastopajoče. Je bilo vse urejeno, ni nazeblo na odru, so bile peči, skratka, tako kot je treba in mislim, da je to en tak profesionalen odnos, ki mora biti zato, da lahko vsi najboljše naredimo pač vsak svoje delo, ne? Čestitke, res, bravo. No, hvala lepa, Tanja, da nas samo nekaj ne grajajo in tako. Ne. Jaz mislim, da boš ti znova prihodnje leto v Mariboru dočakala novo leto in prav je tako. Ni problem. Sicer pa malce kasneje bomo spregovorili tudi o novi plošči, sicer ki je že šla meseca novembra prejšnjega leta. Predlagam, da si te najprej privoščimo še eno skladbo z te plošče, bomo zdaj slišali Naj živi lep spomin. Privoščite si me. Jaz sem zato prišla, da si me do konca privoščite, ker sem čisto vaša zdaj. No, super, se vidimo, da so Mariborčani nori nate. Izvoli, Tanja, oder je tvoj in nam zapoj, torej Naj živi lep spomin in Tanja Žagar. Najlepša hvala. Še spomniš kdaj name, ko nasmeh te objame. Meni to se še zgodi, pa čeprav že dolgo več z menoj te ni. Kar bilo je bilo, a si včasih zaželim, da se isto ponovi. Naj živi lep spomin na trenutke, ko bila sva jaz in ti. Vem, da vse enkrat se spremeni, pa ostane, a srce zapomni si. Naj živi lep spomin na ljubezen, ki sva dala jo. Kadar spomniš se name, naj nasmeh te objame, da ti v srcu prebudi le najlepše, kar takrat sva dala si. Kar bilo je bilo, a si včasih zaželim, da se isto ponovi. Naj živi lep spomin na trenutke, ko bila sva jaz in ti. Vem, da vse enkrat se spremeni, a ostane, a srce zapomni si. Naj živi lep spomin na ljubezen, ki sva dala jo midva. Vse lepo, kar nekoč sva bila,
Tanja Žagar, Naj živi lep spomin, torej naslovna pesem s tvoje nove CD plošče. Tako je, jaz sem pa 15. aprila, ne, joj, čas, kako hitro gre, ne, je bilo pa nekje 15. aprila. 15. aprila lansko leto sem imela svoj 50. Samostojni koncert v dvorani Golovec v Celju, tudi velik projekt, ogromno dela in truda je bilo vloženo v to in je to zelo lepo uspel. In sem potem, smo tudi snemali ta koncert in sem izdala svoj prvi koncertni DVD in CD v živo s posnetkom iz koncerta. Imela sem tudi krasne glasbene goste, poleg mene je seveda spet bila spremljevalna skupina Avantura, no, in je išel res en tak lep izdelek. To je bilo 15. aprila. 15. novembra torej. Ja, 15. novembra je pa išla težko pričakovana moja tretja plošča z naslovom Naj živi lep spomin, ki jo zdaj lahko tukaj tudi vidite, sem jo prinesla pokazati tudi k vam v Maribor. Na njej je 14 zelo lepih pesmi. Jaz ostajam seveda izvajalka zabavne plesne glasbe. Se pa tale album od prejšnjega razlikuje, od prejšnjega hvala, ker si ob meni ti, razlikuje po tem, da je pa temperamenten, živahen, igriv, šaljiv, zabaven. Skratka, na njem je večina hitrih pesmi, ne, ker ti prejšnji je bil bolj tak nežen, pa umirjen, tale je pa malo bolj poskočen in se žiga in žaga na njem. Tudi nekaj duetov si posnela, kot vidim. Ja, jaz rada snemam duete. Sej vedno povem, ne, glasba je zato, da združi ljudi, da se imamo lepo, ne. In je lepo prepevati vedno v dvoje, tako da tudi na tem albumu so kar 4 dueti. Imela sem res lepo priložnost zapeti z velikimi imeni slovenske glasbe, z legendarnimi glasbeniki, kot so Adi Smolar, ki me je povabil k sodelovanju, da sem skupaj z njim zapela eno lepo pesem, rock and roll, krasno tudi zaplesati z naslovom Bau Bau. Sva ga tudi v nekaterih zdajle novoletnih oddajah skupaj predstavila in zadnje mi je užitek prepevati. Potem Alfi Nipič. Ja, potem z Alfijem Nipičem, lepo pesem Moje sonce si ti, tudi krasno. Pa Marjan Smode me je povabil, če bi z njim zapela duet in je napisal tudi lepo pesem Za naju pomlad bo vedno cvetela, ki bo še prišla v pravem času na radijske postaje, ne, tak angleški valček, zelo čuten, pa tako. No, pa še pesem Vsaj malo sonca, ki jo ljudje že dobro poznajo, sem uvrstila na ta album. To prepevam v duetu z Rokom Ferenčem. Ampak ta pesem obstaja še v eni drugi različici in sicer z najinimi prijatelji, ki imajo Downov sindrom. Smo to skupaj zapeli in potem posneli tudi en prečudovit videospot in rada vedno povem, da kdor ga še ne videl, pejte na YouTube, vtipkajte Vsaj malo sonca, pa si pejte pogledati ta videospot, ker toliko enega optimizma, volje do življenja, poguma in veselja, kot ga tukaj vidite, bi vsak mogel dobiti, no, in potem je kar življenje lepše, no, res, res. Sicer imaš tudi veliko stika z otroci, glede na to, da si profesorica v glasbeni šoli, to morda mnogi tvoji oboževalci še ne vedo, oziroma tisti vedo, drugi pač ne. Ja, mogoče marsikdo še res ne ve, jaz že 8 leto poučujem v glasbeni šoli v Logatcu. Učim pa klavir, otroški pevski zbor, glasbeno pripravnico in ogromno spremljam, se pravi, ko repeticij imam kar veliko, ne. Zelo sem zadovoljna s tem svojim poklicem in če bi še enkrat se odločala, bi se odločila za isti poklic in mislim, da je to zelo pomembno, da greš tako vsak dan z enim veseljem in radostjo v to svojo službo, ne, ker si res vsak dan lepo se razumem s sodelavkami, sodelavci, z vodstvom šole, starši, z otroki, ne, in res uživam, no. Pa to svoje delo dojemam kot tako posebno poslanstvo, ne? Ker poleg tega, da otroke učimo, jih še vzgajamo. Ne? Tako, glede na to pa, da si profesorica, poznajo te tudi z odro in tako, imaš avtoriteto? Ja, pri meni je tako, ko se dela, mislim, mi delamo v zelo enem takem sproščenem, lahko rečem, prijateljskem vzdušju in otroci radi prihajajo, nič mi skoraj ne manjkajo, letos skoraj še nič mi niso manjkali, kar je super, ne. In pomembno mi je to, da radi pridejo. Veliko se hecamo, veliko se presmejimo, ogromno se pogovarjamo, ne. Mislim, da je prav delati na ta način, ampak je pa treba na koncu pokazati tudi rezultate. To zahtevam jaz, starši, skratka vsi, ne, in otroci morajo to tudi vedeti. Predvsem bi jim pa jaz rada dala to, da bi radi igrali, da se radi usedejo ob klavir in da jim bo ta glasba potem ena taka spremljevalka še naprej v življenju, tudi ko se bodo nehali učiti pri meni, ne. Skratka, eno tako voljo do tega inštrumenta. Pa glasba je res nekaj čudovitega, ena taka čarovnija, ne, ki ti marsikdaj lahko potem v življenju tudi naprej pomaga v kakšnih takih težkih trenutkih.
Res je, sicer pa mislim, da so pred teboj sami lepi trenutki v letu 2012. No, pregledala sem tvojo spletno stran in Facebook profil in imaš veliko nastopov. Kakšne so sicer tvoje želje, načrti v tem letu? No, želje so, da bi bilo zdravo, zdravo in še enkrat zdravo. Ker če bomo zdravi, potem pa imamo vse. Premagujemo takšne in drugačne ovire, probleme, težave, ne, potem se sploh ne bojim. Ne. Se pravi, to je glavna želja, da bi jaz in vsi, ki jih imam rada, vsi okrog mene ostali zdravi. Pa jasno, ogromno dela me čaka na moji pevski poti. Nadaljevala bom s svojimi samostojnimi koncerti, zdaj jih je za mano 56. Nadaljujem 14. januarja v Kulturnem domu v Krškem, pa potem prihajam tudi v Pivko, pa v Kranj in tako naprej. No, vsi datumi so na moji spletni strani www.tanjazagar.com ali pa na Facebooku, kjer tudi redno pišem, odpisujem. Ravno to noč kdaj sem ob enih zjutraj, nisem mogla spet spati, ker me nespečno zdaje. Sem napisala malo na Facebook, smo se tako pogovarjali do 3 zjutraj, pa sem bila toksičena, da še 2 uri nisem spala. Sem šla v 5:30. No, skratka, potem pa jasno, da bi tudi v glasbeni šoli krasno še z učenci naprej delala. To je tako, sicer pa se kar prepustim toku življenja, pa imam rada, da se stvari tudi spontano dogajajo. No, Nore noči očitno so stalnice v tvojem življenju in tak je naslov tudi nove pesmi. Prosim, Tanja, če se pripraviš in nam seveda še eno zapoješ. Super, je izvrstno te gledati. Prosim, oder je tvoj. Vas, dragi gledalke in gledalci, pa seveda vabim, da nas pokličete. Naši telefonski številki poznate. Kakšno vprašanje za naše goste nocoj, lahko tudi že odgovarjate na nocojšnje nagradno vprašanje, ki ga boste tudi videli malce kasneje. Naši telefonski številki sta 02 420 12 44 ali 02 420 12 50. Tanja, izvoli. Noč je prava, to zabava bo za nas, ki ljubimo, se ljubimo. Kaj bo jutri, to še daleč, daleč je. Ljubezen daj, uživaj zdaj. Smeh na licu, smeh v srcu naj žari. Saj v dvoje, res lepo je. Naj se zasliši, naj se zapoje naša pesem zdaj. Ta nora noč je za mene, je za tebe, je za nas. Naj bo, kar bo, čaka, kar takoj se te odpre. Daj zaljubi se, daj pozabi vse, začuti, kaj življenje je. Pa naj se za nas zdaj ustavi čas, da sliši se ljubezni glas. Noč je prava, to zabava bo za nas, ki ljubimo, se ljubimo. Kaj bo jutri, to še daleč, daleč je. Ljubezen daj, uživaj zdaj. Smeh na licu, smeh v srcu naj žari. Saj v tvoje, res lepo je. Naj se zasliši, naj se zapoje naša pesem zdaj. Ta nora noč je za mene, je za tebe, je za nas. Naj bo, kar bo, jole, 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 ta nora noč nič ne čaka, kar takoj se te odpre. Daj zaljubi se, da pozabi vse, začuti, kaj življenje je.
Medicinsko-estetski center Perfect Body vam poklanja še eno lepo nagrado – solno terapijo, 5 obiskov v solnem centru za otroke ali odrasle. Nagradno vprašanje se glasi: kaj je posebnost medicinsko-estetskega centra Perfect Body? Odgovore pošljite na elektronski naslov cocktail@rtvslo.si ali nas pokličite na številko 02 420 12 44 ali 02 420 12 50. Solna terapija je znanstveno dokazan način zdravljenja respiratornih obolenj in sprememb na koži in je posebnost našega centra. Blagodejen učinek solnih sob vpliva na dvigovanje odpornosti, deluje kot sprostitev po večjih športnih obremenitvah, za lajšanje dihanja in zmanjševanje pokašljevanja pri kadilcih ali le za sprostitev posameznika. Občutek ob obisku solne sobe je pomirjajoč. Bistvo solnih sob je aparatura halogenerator, ki zdrobi medicinsko sol na majhne 1 do 10 mikrometrov velike delce, za lažji in globlji prodor soli, od nosne votline pa tja do notranjih pljučnih režnjev, kar je ključnega pomena za vsako solno terapijo. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Telefonski številki ste videli in slišali, lahko nam pa tudi pošljete mail s pravilnim odgovorom. Imate kar nekaj časa, torej, da nas pokličete, mogoče postavite tudi vprašanje našim gostom. In še enkrat lepo prosim, torej telefonski številki ste se izpisali na našem ekranu in pa e-mail naslov cocktail@rtvslo.si. No, pri meni v studiu pa se je že pridružil naš naslednji gost. Dober večer, Mitja Čander, programski direktor Evropske prestolnice kulture. Takole bova začela. 15. januar se bliža, slovesna otvoritev se bliža, pozitivno, kot sem povedala. Tanja Žagar je že povedala, da je vse pozitivno v Mariboru in jaz mislim, da je pravilno, da je takšno razpoloženje pred začetkom. Kaj nas čaka, torej uvodni vikend, ki je že čez 14 dni, slabih 14 dni, če lahko tako rečem, da povabimo naše gledalce. Mi vsi nestrpno čakamo, da se zadeva začne, podobno kot nogometaši, ki trenirajo, upajo, da bo vse šlo v redu, ne vejo točno, kaj bo in čakajo seveda prvi sodnik v Žižki. In vsi smo v napetem pričakovanju. Prvi vikend mislim, da bo pokazal predvsem to, da želimo nagovoriti res širok krog ljudi. Mislim, da bo tukaj seveda osrednji spektakel na Štukljevem trgu, ki je, kot vemo, mariborska dnevna soba, v soboto 14. z različnimi gosti in kasneje z koncertom skupine Dan D. In seveda tukaj bodo črne maske v teatru v nedeljo, tukaj bo torej elektronska noč v petek v Udarniku, tukaj bodo številne intervencije v prostoru, pa druge manjše zadeve in mislim, da bo to dobra napoved celotnega leta. Hvala lepa za enkrat, sicer pa je nekdo že nocoj z nami. Dober večer, lepo pozdravljeni. Ja, dober večer. Dober večer. Kdo je Janko tukaj. Janko, dober večer. A ste vi tudi preživeli silvestrsko noč na Ja, trgu? delovno. A, delovno? No, kaj pa ste delali? Kje delate? Če lahko rečem malo reklame, taksi služba. Aha, torej taksist, ne? Vi ste bili najbrž med najbolj zaposlenimi v tej noči? Obupno. Obupno, a ne? Ja, no, super. To je bilo ko dive v zahodi, ne? Boste... Ja, marsikaj slišimo, torej v Mariboru, kot na divjem zahodu. Janko, boste odgovorili na nagradno vprašanje, ali imate vprašanje za našega gosta? Boste si ogledali kakšno predstavo Evropske prestolnice kulture? Ja, če bom imel čas, seveda bi. Seveda. Sicer pa odgovor na nagradno vprašanje, ste ga slišali morda? Ne. Niste ga slišali. Nagrado vam poklanja torej Perfect Body, ki pač poskrbi za marsikaj in da boste torej lepi tudi v letu 2012, glede na to, da ste se kar nadelali v silvestrski noči, vam poklanjamo bon. Hvala lepa, da ste poklicali in lahko noč. Ja, najlepša hvala, ne. Lahko noč. Mame želim srečno, pa zdravo novo leto, pa oni gospe Tatjani Žagar, ne. Aha, Tanji Žagar. Še imate jo pri sebi, ne vem. Sicer je ni zdaj več z nami, je že odpotovala nazaj v Ljubljano, bomo ji sporočili pozdrave, ne? Hvala lepa in lahko noč. Kje pa dobim to nagrado? Vam bomo sporočili. Prav? Dobro.
Ja, Vrede. hvala lepa, nasvidenja in lahko noč. Torej, sva že povedala, začela sva torej vikend, sicer pa je torej leto, ki je pred nami, bogato s programom, marsikaj bodo naši someščani in pa seveda jaz upam, da tudi do drugod prišli in pogledali, doživeli. Absolutno, mislim, da bo to zelo pestro dogajanje od vrhunskih umetniških dogodkov, teatra, razstav, predavanj do takih odštekanih stvari, kot je ulični strip, da bodo velike stripovske slike po mestu, ki bodo govorile o naših violah, do intervencij v prostor, razstav za otroke bo veliko dejavnosti. Ne nazadnje bomo tudi imeli nogometno tekmo obeh prestolnic kulture, kluba Guimaraješa iz Portugalske in Maribora, kajti v Guimaraješu je Zlatko Zahović začel svojo kariero. Prisotni bomo v kliničnem centru, med gasilci, na obrobih mesta. Mislim, da bo res se za vsakogar našlo nekaj. Kakor se tudi v naši oddaji najde za vsakogar nekaj, za vsak okus nekaj. Mitja Čander še ostaja v naši družbi, na našem odru pa že zelo zasedena mlada skupina z ogromno izkušnjami. Dajmo takole reči stereotipi in pokaži mi jo malo. Da bi se za hip ustavil čas, ko na plažo stopi ona. Poglede dviga njen uroči stas, grem do nje in rečem na glas. Pokaži mi jo mal, pokaži mi jo mal, pokaži mi jo mal, pokaži mi jo. Sonce nabija, ko reče mi, da lahko me ohladi. Ponudi čari vse, kar poželi srce, še kar se ne sme. Pokaži mi jo mal, pokaži mi jo mal, pokaži mi jo mal, pokaži mi jo mal ljubezni, mal. Ustvarili smo si popoln planet, a brez ljubezni prazen je svet. Pokaži mi svoj ocean srca in skupaj v njem zaplavajva. Pokaži mi jo mal, pokaži mi jo mal, pokaži mi jo mal, pokaži mi jo mal ljubezni. Mal ljubezni.
ljubezni, mal ljubezni, mal ljubezni, mal ljubezni. Ja, odlični stereotipi v živo na našem odru. Mitja, mogoče kak komentar, so bili super, ne? Ja, super. Jaz sem zelo vesel, kadar vidim mlade bende, da z resno energijo se lotevajo zadev. No, tudi tebi je ni zmanjkalo energije. Čeprav sem malo manj mlad. Ja. Pa dobro, glede na to, da si programski direktor, moram pokazati program, kar ni mačji kašelj. To je skoraj že cigl, ja. Tako da to so vsi dogodki, ki jih boste lahko spremljali, izbrani tukaj, sicer pa malce lažje na vaši spletni strani. No, gotovo, v naslednjih dneh bo zaživela prenovljena spletna stran in rad bi seveda vse povabil, da si sproti ogledujejo ne samo informacije, ampak tudi številne prispevke o dogajanju v EPK-ju in tudi številne druge zadeve od raznih priložnostnih serij, televizijskih serij, kot je Hišnik Maribora, Kleščar. do Kleščar, naš znameniti Dule Vavpetič, do številnih tekstov, ki jih pišejo ljudje iz celotne Evrope in tako naprej, da ne naštevam vsega, celo ena igrica bo za odrasle in za otroke. In mislim, da bo marsikaj in da bomo imeli res zanimivo spletno stran, veliko bolj, kot je bilo to običajno za EPK-je. Glede na to, da smo pa napol glasbeno zabavna oddaja, torej glasbeni izbor od DJ Umeka pa do ciganske glasbe. Ja, mislim, da imamo kar precej zanimivih načrtov. Radi bi 2 noči v centru mesta naredili izključno z akustično glasbo. Enkrat z cigansko, romsko glasbo, drugič pa z slovensko akustično glasbo. Upam, da tudi z našim nocojšnjim bendom, takrat seveda pod vodstvom Jureta Longike, od DJ-ja Umeka in pa seveda tudi iščemo nekatere bende, ki so izjemno dobri in ki bi jih zdaj v tem trenutku lahko dobili po relativno ugodni ceni, kajti želimo si vsaj 2 do 3 velike koncerte, ki bodo v duhu časa, današnjega časa. Piše se leto, se mi zdi. Piše se leto, bi naj bilo seveda posebno, ne samo tradicionalno 20, ampak tudi z res močno mednarodno zasedbo, pa tudi klubsko glasbo želimo obuditi, kajti danes mislim, da je velik problem to, da poslušamo zgolj še pač stvari, ki prihajajo iz zvočnikov in mora se zopet obuditi nekako kultura žive glasbe. Mislim, da živa glasba potem nekako tudi sproža drugačne odnose med ljudmi. Ja, Evropska prestolnica kulture je vsekakor priložnost za Maribor, ki smo si jo zaslužili. Kaj pravite, da se končno začne? No, absolutno. Vsi čakamo na to. Mislim, da tudi Slovenci smo taki, velikokrat se o čem prepiramo, ampak na koncu vsi ljudje, ki pridejo drugod, običajno ocenijo, da smo bili zelo profesionalni, ambiciozni in tudi nenazadnje entuzijastični. Hvala lepa nocoj, da ste bili z nami. Mitja, vidimo se vsekakor, na kakšni predstavi bomo tudi seveda z veseljem prišli in posneli. In to je to, skratka vabljeni naše gledalke in gledalci. Torej, Evropska prestolnica kulture odpira svoja vrata že čez slabih 14 dni, 15. januarja. Ne? Tako, 13. do 15. januarja. otvoritveni vikend. Hvala lepa, Mitja Čander. Hvala za vabilo. Zdajle pa si privoščimo še enkrat nocoj, potem pa bomo tudi malce poklepetali z njimi in jih pobliže spoznali. Stereotipi, ljubi me brez milosti. Si bi radi, da opaziš je, da obrne se. Si bi radi tvoja nedra, daj, vsaj malo se nasmej. Previsoka si, predaleč iz dosega, saj mi dva sva. Le tujca brez nasmeha, vidim te, čutim te. Hej, si za to, da narediva malo akcije. Kakor vihar, ki zareže noč. Ljubi me, da utrujen tu zaspim med tvojimi lasmi. Yeah.
skozi leti in trne grem, vse do tvojih vrat, da razbijam trden zid, ki ga ne prepleza vsak. Daj se odpri, ne morem čakati, lahko prišla bi kdaj do mene vsaj za hip. Vidim te, čutim te, hej, si za to, da narediva malo akcije. Ljubi me brez milosti, kakor vihar, ki zareže v noč. Ljubi me, da utrujen tu zaspim med tvojimi lasmi. Kakor vihar, ki zareže v noč. Ljubi me, da utrujen tu zaspim med tvojimi lasmi. Ljubi me brez milosti, kakor vihar, ki zareže v noč. Ljubi me, da utrujen tu zaspim med tvojimi lasmi. Ljubi me, kakor vihar, ki zareže v noč. Ljubi me, zaspim med tvojimi lasmi. Medicinsko-estetski center Perfect Body vam poklanja še eno lepo nagrado – solno terapijo, 5 obiskov v solnem centru za otroke ali odrasle. Nagradno vprašanje se glasi: kaj je posebnost medicinsko-estetskega centra Perfect Body? Odgovore pošljite na elektronski naslov cocktail@rtvslo.si ali nas pokličite na številko 02 420 12 44 ali 02 420 12 50. Solna terapija je znanstveno dokazan način zdravljenja respiratornih obolenj in sprememb na koži in je posebnost našega centra. Blagodejen učinek solnih sob vpliva na dvigovanje odpornosti, deluje kot sprostitev po večjih športnih obremenitvah, za lajšanje dihanja in zmanjševanje pokašljevanja pri kadilcih ali le za sprostitev posameznika. Občutek ob obisku solne sobe je pomirjajoč. Bistvo solnih sob je aparatura halogenerator, ki zdrobi medicinsko sol na majhne 1 do 10 mikrometrov velike delce, za lažji in globlji prodor soli, od nosne votline pa tja do notranjih pljučnih režnjev, kar je ključnega pomena za vsako solno terapijo. Nagradno vprašanje za nocoj ste slišali, naši telefonski številki najbrž že zdaj na pamet poznate. 02 420 12 44 in 02 420 12 40. Točno sem pravilno povedala, v moji družbi pa že Janez in Tomas, skupina Stereotipi. Dober večer, lepo pozdravljena. Zdaj ste se že 2-krat izkazali in to zelo uspešno. Super ste slišati v živo. Veliko izkušenj, mlad bend, sem pravilno prej povedala, šele od leta 2007, da tako rečem. Ja, šele, no. Izkušnje letom primerna. Ne? Ja. Ja, v bistvu letos smo 4 leta praznovali, zato smo tudi izdali en CD oktobra. Ne? Smo nekako na temu CD-ju strnili pot benda v zadnjih 4 letih, ne? Tako da smo rekli, 4 leta je taka doba, da po tej dobi je pa treba pač CD izdati in mi smo ga pa. Zdaj gremo pa naprej. Glede na to, da se spominjamo decembrskih nastopov, tak je tudi naslov zadnje skladbe, na ki jo bomo slišali. Tudi vi ste bili zelo zasedeni, tudi na Prešernovem trgu ste še včeraj, oziroma ne, prvega ste nastopali. Ja? Kako je bilo tam v Ljubljani? Super. Wow. Ljubljana je zmeri fajn, pa decembra je pa tako gužva zmeri. Tako da špil je bil dober, odziv občinstva tudi, neki CD-jev smo potarjali, pa tako da je fajn. Za vse tiste, ki še ne veste, Stereotipi prihajajo iz Idrije.
živite pa skoraj da vsi v Ljubljani. Tako, ja, preselili smo se že pred neki cajta, 1-2 let nazaj, smo že vsi več ali manj v Ljubljani, drugače pa iz Idrije, ja. Ne, zdaj čisto vsi imamo, tudi novega člana, na kitari Aljoša Skočir. Zdaj ne vem, če ga bo kamera kaj pokazala. Skratka, to je naša nova pridobitev, Fest Fund, no, tako da. Torej, plošča ste že povedali, melodični rock, to smo lahko slišali, ali kako bi ste opisali? Ja, nek tak kitarski pop, bomo rekli, ne. Spogledujemo se z vsem, ima tudi z ritmi, recimo Mabel Dance, kaj pa vem, drugače tako bom rekel, nek srednji pop, ne, ampak dost različnih vplivov je slišati v skladbah, ne, tako da ne moramo se predalčkati, ne, zato pa smo stereotipi, ne. Samo od glasbe ne živite, to je že znano, z različnimi stvarmi se ukvarjate, Janez, na primer ti z nautiko, odličen jadralec, geodeta imate tudi v skupini, ne, če se ne motim, profesorja glasbe. Tudi, super, ne, Tanja Žagar je že prej povedala, ko so tvoji učenci navdušeni nad teboj. Je super, ne, odzivi so zmeri pozitivni, tako da nisem še imel slabe izkušnje. Te ubogajo. Ja, morajo, ne, ni druge. Seveda, kakšni so načrti v prihajajočem letu, oziroma to je v tem letu že, ja? Načrti, v bistvu zdaj v januarju gremo v studio, nov komad delati, komad je v bistvu že narejen, posnet ga je še treba. Pol bomo še verjetno en single nekako do maja, junija izdali. Vmes bomo pa seveda snemali material za nov CD, ki tudi pričakujem, da ga bomo nekako konc letošnjega novega leta uspeli pač posneti in plasirati na... Kje je še to, kaj si? Ja, je, ampak je veliko dela s tem, tako da... Zdaj vmes smo vam še zrihtali en špil, kot ste slišali, ne? Ja, super, nas veselijo, zmeri radi pridemo v Maribor. Zdaj predlagam, da nam še za konec zapojete, to je vaša zadnja uspešnica, zdaj smo že januarja, ampak vseeno si bomo privoščili decembrski dan, stereotipi, izvolite, torej nazaj na oder, potem bomo še malce poklepetali. Vas pa, dragi gledalke in gledalci, jaz ne vem, ali vas je čisto izčrpala silvestrska noč, nič nas ne pokličete, nagrade še čakajo, pokličite nas, pošljite e-mail, zdajle pa še malce glasbe, stereotipi in decembrski dan. Sredi ulice in zmede si ukradeva poglede, zunaj pada prvi sneg. Naj objamem te čez rame, da december mi ne vzame, tekom mraz je, ko bom sam. Glas tišine je v zraku, sneg na najinem koraku, tu stojiva sredi zime. Lahko grešila bi do konca, grev te bom na mesto sonca, dokler sveča še gori. Na ta decembrski dan grešila sva ani me sram, božične luči nocoju temi, so z mano, ko ogenj dogori. Najin decembrski dan shranil si bom na srčno stran, zvonovi pojo čez belo zemljo, ker to je najino slovo. Berem željo ti v očih, misel isto od obeh, ko budijo se strasti. Skupaj sva, le to je ostalo, vem, da časa je premalo, zato ne izgubljajva besed. Stisnem te na svoje prsi, ne prepletejo se prsti, ko poljubljam vsak tvoj dih in ko hranim vsak tvoj stih. Zunaj veter je in zima, midva sva najboljša rima, ki jo piševa oba. Na ta decembrski dan grešila sva ani me sram, božične luči nocoju temi, so z mano, ko ogenj
decembrski dan, shranil si bom na srčno stran. Zvonovi pojo čez belo zemljo, ker to je najino slovo. Na ta decembrski dan grešila sva ani me sram. Božične luči nocoj v temi so z mano, ko ogenj dogori. Najin decembrski dan shranil si bom na srčno stran. Zvonovi pojo čez belo zemljo, ker to je najino slovo. Zelo lepa pesem, decembrski dan, res ste odlični, no? Edino ena napaka je zdajle bila, vaše spremljevalne pevke niste predstavili, Lepotice, nocoj tukaj z vami. Ja. Vse fante ste povedali, samo nje niste omenili. Ja, najlepše prije na koncu, ne? Ja. Se pravi, to je pa naša Špela, ki skrbi, da je naš bend nekoliko lepši, ne? Drugače pa domačinka iz Maribora. Ja, to pa smo slišali. Sliši na glas malo. Ja, smo že mi malo. Ste že potegnili malo. Čuj, ja, že malo. Čuj pa to. Že malo, tako maj. Malo. Ja, prej ste, ne vem, niste slišali Tanja Žagar, ko je povedala, kako fajn je nastopati v Mariboru. Kakšne imate izkušnje? Ja, to smo pa ujeli tam na monitorju, ja. A ste? V Mariboru je zmeri fajn. Nastopa, tudi če smo zelo malkrat bili tle, tako uživo, drugače na TV po teh oddajah smo dost, ampak recimo te Lent pa te festivali, ki jih imate res dost v Mariboru, pa še nažalost nismo bili, ne? Tako da upam, da nas boste letos povabili in z veseljem bomo seveda prišli. Mogoče še torej povabilo vašim oboževalcem, vaša spletna stran bo zdaj prenovljena? Še ni trenutno postavljena? Tako je, ne. Včeraj smo imeli fotosession, ker dejansko res nismo materijala imeli za na spletno stran, ki je zdaj v prenovi. In danes ali pa jutr, najkasneje pa do konca tedna bo pa končana in zalaufa z novo paro. Torej kliknite www.stereotipi.si. .si, tako je. Tako, sicer pa na Facebooku. Tam smo pa na profilu in pač stran prav taka uradna, ne. Tako da nas najdete brez problema tudi na Facebooku. Ne, odlični ste, danes smo se vas naužili. Hvala lepa, da ste bili nocoj z nami. Jaz upam, da se še kdaj vidimo s kakšnim novim singlom, glede na vaše načrte za to leto, zagotovo, ne? Sigurno. Tako, hvala lepa torej Stereotipom in pa seveda tudi vam, da ste bili v naši družbi. Lep preostanek tedna vam želim in nasvidenje čez teden dni. Lahko noč.